Lepo pozdravljeni, gledalke in gledalci v oddaji, ki jo pripravljamo na Srednji poklicni tehniški šoli. Za tokratno druženje smo pripravili naslednje prispevke. Na začetku oddaje se spomnimo decembrskega dogajanja na naši šoli. Pred odhodom na praznične počitnice smo v šolski telovadnici pripravili slovesnost v počastitev državnega praznika Dneva samostojnosti in enotnosti. Prisluhnili smo domoljubni poeziji ter se sprostili ob glasbi in plesu. Oglejte si nekaj utrinkov s prireditve, na kateri so se prvič predstavili tudi nekateri dijaki prvih letnikov. There's a house in New Orleans. They call the rising sun, and it's been the way of many people, boy, and I know.
Dijaki in dijakinje četrtih letnikov, letos jih je na naši šoli 130, so se od oktobra na plesnih vajah pripravljali na svoj maturantski ples. Vaje so običajno potekale v petkih v prostorih šolske jedilnice. Tudi letos sta bila oba maturantska plesa naše šole v zeleni dvorani v Puconcih. V soboto, 18. januarja, so plesali dijaki in dijakinje iz programa Strojni tehnik. Spoštovani gosti, lahko jih nagradimo z enim velikim aplazom. Teden dni kasneje, v petek 24. januarja, pa so svoj maturantski ples odplesali še dijaki in dijakinje iz programov tehnik oblikovanja, elektrotehnik in tehnik računalništva. Morda celo trikrat. Še velika. Hvala za aplavz. Naši dijaki se v svojem prostem času ukvarjajo s številnimi dejavnostmi.
Zelo zanimiv hobi oziroma že kar zelo resno dejavnost pa opravlja tudi dijak Niko Girgek, prav tako dijak v programu Strojni tehnik. Niko je mednarodno licencirani sodnik v dvoranskem hokeju in hokeju na travi. Niko, pred kratkim si se kot mednarodni sodnik vrnil z velikega tekmovanja. Kje si sodil? Ja, bil sem na Evropskem prvenstvu v dvoranskem hokeju, sodil sem članske reprezentance v Španiji, v Santanderju, to je približno 1 uro stran od Bilbao. Kako se je sploh začela tvoja kariera sodnika? Ja, začela se je že pred 1. razredom osnovne šole, ko sem začel kot igralec, natanko kot sodnik sem pa začel pred 5 leti, ko me je naš trener in sedajšnji predsednik kluba Jože Črnko prijavil na seminar za sodnika. Kje si se izobraževal? Ja, neko nedeljo smo imeli v Puconcih predavanje, tam se je opravil tudi teoretični del, kasneje tudi praktičnega, potem se je sodil čim več tekem, da sem dobil izkušnje, zatem je sledilo izobraževanje na Nizozemskem v Bredi, kjer je tudi domovina hokeja. Tam so bili tudi predstavniki EHF-a, ki potem lahko izbere najboljše sodnike za evropska prvenstva, tako lahko tudi priješ na svetovno prvenstvo in kasneje tudi na olimpijske igre. Verjetno si med mlajšimi sodniki. Imaš kaj težav z avtoriteto pri igralcih? Ko sem začel, sem imel komaj 13 let, tako da pri mlajših nisem imel toliko težav, pri starejših pa je bila seveda, ker sem bil mlad, tako se tudi bile kakšne grde besede namenjene nazaj. To me na začetku zelo motilo, a z izkušnjami in čim več tekami se je to izgubilo. Kakšni pa so tvoji načrti na tej karierni poti sodnika? Ja, seveda, največji cilji so soditi evropske prvenstva, kasneje tudi svetovno. Moja največja želja je posoditi finale na olimpijskih igrah. Kaj pa področje strojništva, razmišljaš tudi o študiju na tem področju? Ja, seveda, strojništvo me je že od nekdaj navdihovalo, saj imam rad motorje, stroje, vse kar je povezano s strojništvom. Šel bom pa tudi dalje študirati za strojnega inženirja, točno kam bom pa šel, pa še za zdaj ne vem. Hvala za pogovor. Zavod za kulturo madžarske narodnosti Lendava je v prvi polovici januarja v lendavski sinagogi pripravil prireditev ob spominskem dnevu pesnika Šandorja Sunjoga. Na prireditvi so podelili tudi nagrade zmagovalcem literarnega natečaja, ki je namenjen učencem in dijakom pomurskih šol. Zmagovalka letošnjega natečaja je dijakinja 3. letnika na naši šoli Eva Somi. In o čem je pisala? Pisala sem o seznamu želja, ki jih želim izpolniti v življenju, in sem se takoj zavedala, da to ne bo enostavno, saj je ogromno stvari, ki jih želim doseči oziroma me mikajo, tako materialno kot tudi duševno. In sem se zato odločila, da poiščem vir in bistvo le-teh in svoje misli napišem direktno in iskreno. Prisluhnimo odlomku iz Evinega eseja v madžarskem in nato še v slovenskem jeziku. Kiskorom óta álmodozó vagyok. Sokszor már a naivitás felé közeledek, de ezt büszkén vállalom. Hiszek abban, hogy ügyességgel, tisztességgel és jó, kiadós családi és baráti támasszal mindent el tudok érni. A minden pedig nem feltétlenül jelent sok dolgot. Pontosabban egyet jelent. Boldognak lenni. Vegyük úgy, hogy ez a bakancslistám első pontja. Az, amely kihat a következő 9, vagy az én esetemben kicsit több álomra és célra. Rada sanjarim že od nekdaj. V resnici se velikokrat nagibam že k naivnosti, a zatem stojim pokončno in s ponosom. Verjamem, da s pridnostjo, poštenostjo in močno družinsko in prijateljsko podporo lahko dosežem prav vse. Ni pa nujno, da vse pomeni veliko. Pravzaprav pomeni le eno: biti srečen.
Recimo, da je to prva točka na mojem spisku želja, ta, ki vpliva na vse ostale sanje in cilje. Naša šola je na področnem tekmovanju odbojke osvojila 3. mesto. Tekmovanje je organizirala Ekonomska šola Murska Sobota, sodelovalo pa je 8 srednješolskih ekip. Naša šola tudi letos sodeluje v programu Erasmus Plus K2, letos tudi v projektu eSports. Skupina dijakov in učiteljev se tako že pripravlja na zanimivo tekmovanje, in sicer na tekmovanje v igranju igre League of Legends. Dijaki in 2 učitelja se bodo marca udeležili tekmovanja v Rigi v Latviji, naša šola pa bo sodelujoča v tem projektu gostila oktobra letos. Sodelujejo še šole iz Češke, Italije, Latvije, Španije in Portugalske. V Krškem se je 4. februarja odvijal zaključni kviz tekmovanja Mladi genialci. Projekt o energetski pismenosti organizira podjetje Gen Energija v partnerstvu z Nuklearno elektrarno Krško. Kviz dijake spodbuja k preučevanju celovite zgodbe o energiji, trajnostnih in obnovljivih virih energije, osnovnih pojmih v energetiki, podnebnih spremembah, jedrski energiji in radioaktivnosti. V znanju so se v živo na odru Kulturnega doma v Krškem pomerili dijaki 24 srednješolskih programov iz vse Slovenije. Našo šolo so zastopali Maja Regoršek, Darijo Zadravec in Benjamin Rajner, vsi dijaki programa Elektrotehnik. Končne rezultate še pričakujemo, se je pa naša ekipa uvrstila v polfinalni krog tekmovanja med najboljših 15 ekip. Sicer pa bomo o rezultatih različnih tekmovanj, na katerih so sodelovali naši dijaki in dijakinje, poročali v aprilski oddaji. Tudi naša šola se pripravlja na letošnji informativni dan za osnovnošolce in osnovnošolke. Pripravljamo ga v petek 14. in soboto 15. februarja. Izobražujemo v 5 različnih usmeritvah za 9 poklicev, zato vabljeni bodoči srednješolci in srednješolke. Naj se vam ob koncu oddaje na kratko predstavimo.
Spremljajte nas. Ker mi smo SPTŠ.